Pozdravljeni vsi skupaj, lep dober dan Idrija, lep dober dan Severna Primorska. Me res veseli, da smo danes tukaj, pozitivno vzdušje vlada, upam, da do konca in še naprej v naslednjem letu. Seveda pa najprej, tako kot je bilo rečeno, dovolite nekaj besed, da mogoče poskušam prikazati situacijo, kako se vidi nekako iz Bruslja proti Sloveniji in tudi obratno. Tako zgleda, kot da je Bruselj precej daleč, kajti novice, ki prihajajo iz Bruslja do vas, potekajo zelo počasi. Če bi naši mediji opravljali tisto vlogo, ki bi jo morali opravljati, potem mi danes tukaj skoraj da ne bi bilo treba nič povedati o tem, kaj se dogaja, posebej zato, ker Slovenija predseduje v Evropski uniji v tem trenutku, v teh pol leta, do konca leta vstopili smo v drugo polovico predsedovanja, dosegamo res velike rezultate, naši ministri odlično delajo. Mi smo tisti, ki dajemo ton odločitvam na ravni Evropske unije v Bruslju. Slovenija kot predsedujoča država, vlada, predsednik vlade Janez Janša kot predsedujoči svet. Tako da bilo bi prav, da to izkoristimo tudi za promocijo Slovenije, pa žal temu ni tako. Sicer pa počasi Evropa, vsaj jedrni del Evrope, prihaja nekako v normalne tirnice. Pogovarjamo se vse bolj o gospodarstvu, pogovarjamo se o enem zelo velikem paketu ukrepov, ki bo zelo bistveno posegel tudi v življenja prav vsakega od vas. Tukaj in vse povsod po Sloveniji, to so dokumenti, to so predpisi, to je zakonodaja, ki bo v bistvu povedala, kako bomo živeli v prihodnje, s kakšnimi obremenitvami, s kakšnimi novimi dajatvami, ker prehajamo v tako imenovano zeleno Evropo. Seveda bojo te odločitve o našem čistejšem okolju, ki so pozitivne, ki so dobre, ampak bodo imele na drugi strani tudi velike posledice v našem življenju in če z eno besedo rečemo v enem stavku, naše življenje se bo podražilo. O tem tudi ni prav veliko govora tukaj v Sloveniji in težko izveste kakšne podrobnosti okoli tega. Veliko je govora o gospodarstvu, veliko je govora o sociali. Vsaka država si po svoje prizadeva, kako bo napredovala, kako bo ohranila gospodarsko rast. In Slovenija je med vsemi državami članicami Evropske unije tukaj na vsepovsod na odličnih mestih. Imamo zelo dobro gospodarsko rast, višjo od povprečja, imamo nižjo brezposelnost, kot imajo sicer drugje, in imamo situacijo, v kateri je zaradi ukrepov vlade, ki so bili sprejeti v preteklem letu, razpoložljiv dohodek prebivalcev Slovenije narastel. To ni značilno za vse evropske države, vse vlade niso sprejemale tako dobrih ukrepov in mi smo glede tega resnično lahko zadovoljni. Po drugi strani pa Evropa stopa v normalizacijo tudi kar zadeva življenje s COVID-om. V Sloveniji smo tukaj pa malce v zaostanku. Jaz si življenja, ker veliko potujem, brez potrdila o precepljenosti pravzaprav sploh ne morem več predstavljati. Vse povsod, kamor pridemo, nas o tem vprašajo. V Bruslju ne morete vstopiti v restauracijo, v neko uradno institucijo, kamorkoli, brez tega, da na telefonu pokažete potrdilo. To je življenje, ki so se ga ljudje navadili, ker varujejo svoje zdravje in sprejemajo to kot nekaj popolnoma normalnega. V Sloveniji temu še ni tako. Seveda so vzroki, zakaj so te razlike. Vzroke, če jih na hitro malce predelamo, so recimo naš poznani vodja protestov, petkovih protestov, je prišel tudi v Strasbourg.
in je skušal ljubljansko kolesarsko zgodbo nekako nadaljevati tudi pred Evropskim parlamentom. Veste, kaj se mu je zgodilo? Takole so mu pokazali, na katerem prostoru ima dovoljenje, da stoji. Nobeden ga praktično ni zaznal, da tam je, in seveda vstop v Evropski parlament mu je bil strogo prepovedan. Kot ste pa zaznali, je pa v preteklem tednu na seji Državnega zbora lahko paradiral, predstavljal svoje ideje in praktično žalil vse ljudi, ki nekako normalno mislijo. In takšnih primerljivih podobnosti je še ogromno. Nikoli ne boste v tujih nacionalnih medijih, bruseljskih, belgijskih, francoskih, katerihkoli, videli, da so dobili prostor, da svoje ideje predstavljajo protestniki. Čeprav se protesti dogajajo tudi povsod. Dogajajo se v Bruslju, dogajajo se v Parizu, dogajajo se v Berlinu, dogajajo se vse povsod. Imajo za to določen prostor, določen čas in nobene medijske pozornosti. Ta naš aktivizem, levi aktivizem in levi fašizem, ki mu lahko odprto tako rečemo, kajti prihajam še kar pod močnim vtisom tega, kaj se nam je pred 2 urama dogajalo nedaleč tukaj stran, in temu ni mogoče drugače reči. Ampak ta aktivizem je dobil podporo in se lahko razvija zaradi tega, ker ima podporo v slovenskih medijih. Mi teh medijev nimamo. Ampak namesto medijev pa imamo nekaj veliko več. Imamo najboljšo stranko, imamo najboljše člane stranke, imamo najboljše podpornike. Seveda, imamo tudi najboljšega predsednika, jasno. To je tisto. In pogled v prihodnost je tisto, kar nas razlikuje od ostalih, ki so zazrti v preteklost, ki ne znajo ničesar drugega, kot zahtevati svoje pravice, ostalih pa pač ne spoštujejo. Zaradi teh velikanskih prednosti, ki so v naših glavah, ki so v tem potencialu, bomo naslednje leto zmagali. Bomo 4-krat zmagali. In vi vsi, ki ste danes tukaj, tudi tisti, ki jih ni, ki skupaj z nami mislijo, ki želijo tej Sloveniji, nam vsem skupaj dobro, neko normalno življenje v prihodnosti, za vse nas, za naše otroke, za upokojence, za vse tisti, bodo naslednje leto prišli na volitve, ne samo ugotavljali, da dela vlada dobro, ampak vzeli pot pod noge, nagovorili še kakšnega prijatelja, nagovorili vse sorodnike, odšli na volišča in omogočili, da bo ta vlada normalno delala še naslednje 4 leta v dobro vseh vas. Hvala lepa.